Timi Kids TV. Pozdravljeni otroci! Danes sem na Timi Kids TV, ponovno z vami Maja. Odpravili se bomo na en izlet. Ko sem razmišljala, kam bi lahko odšli, se mi je zdela zelo dobra ideja, da bi se odpravili v živalski vrt. Kaj pravite? Vam je všeč v živalskem vrtu? Ja ali ne? Se mi zdi, da kar premaga tisti odgovor z ja, ker tam lahko spoznamo in vidimo veliko različnih živali. Pa kar naštejmo skupaj, katere vse lahko srečamo. Srečamo lahko leva, kačo, medveda, opice, kaj še? Divje prašiče in slone. Res je, vse to lahko srečamo in še veliko več. Pa še dobro se imamo, gremo na sprehod, uživamo na zraku, na sončku in ob lepem dnevu. Danes se bomo zato odpravili v živalski vrt. Da pa nam bo lažje, nam bodo pomagale kartice malega Neša. To so prav posebne kartice za jogo. Na njih so narisani položaji, da bomo vedeli, kako jih izvesti. Pa se kar odpravimo v živalski vrt. Kako pa najraje greste tja? S avtom, s kolesom, mogoče rolko? Jaz zelo rada kolesarim, zato se bomo danes odpravili s kolesom. Takole, usedemo se na kolo in vozimo, pa gremo, vozimo kolo. In do živalskega vrta opazujemo, kako lep sončen dan je. Pa še malo vozimo, pa še malo hitreje, pa bolj počasi, pa hitreje in počasi. Super, prišli smo do živalskega vrta. Tam seveda najprej kupimo vstopnico, potem pa si kar pojmo pogledat živali. Prva žival, ki jo bomo srečali, je tista z dolgim vratom. Veste, katera je? Katera žival ima zelo dolg vrat? Res je, to je žirafa. Pa kar poiščimo žirafo med karticami. Takole veliko kartice moram kar dobro pogledati, da najdem žirafo. O, sem jo že našla. Poglejte jo, res ima zelo dolg vrat. Tudi slonček Neša se trudi, da bi imel dolg vrat. Kaj pa mi lahko naredimo dolg vrat? Dajmo poskusiti. Vstanemo in postavimo eno nogo daleč naprej, drugo nogo daleč nazaj in potem postavimo roki skupaj. Takole imamo najprej kratek vrat. Ker pa imajo žirafe zelo dolg vrat, iztegnemo roki navzgor. Takole odlično. In smo žirafe. In ko je žirafa lačna, rada nabira listke na drevesih. Takole steguje svoj vrat. 1, 2, 3, 4 in 5. Ker pa se še ni dovolj najedla, se obrne na drugo stran. Mi pa zamenjajmo nogi. Z drugo nogo stopiš naprej in nazaj. Ponovno najprej naredimo kratek vrat. Zalepimo roki skupaj in nato še dolg vrat. Stegnemo roki visoko navzgor. In ponovno žirafa je listke. Takole 1, 2, 3, 4 in 5. Žirafa se je zelo najedla. Mi pa se odpravimo naprej. Ko se tako sprehajamo, zagledamo kačo. Pa poiščimo kačo v karticah. Sem jo že našla. Poglejte jo. Na sliki je taka zelena, zavita kača. In tudi slonček se trudi, da bi postal kot kača. Pa še mi poskusimo in naredimo kačo skupaj. Uležemo se na tla. Zalepimo trebuh na tla. Zalepimo nogi skupaj,
Postavimo roki na tla in se dvignemo navzgor. Pogledamo v sonček. In ker se kače rade zvijajo, se zvijamo tudi mi kot kače. Potem se malo skrijemo. Pa se ponovno dvignemo visoko. Ali veste, kako se oglašajo kače? Takole, ja? Pa dajmo še enkrat. Kača se še naprej zvija, mi pa se ponovno odpravimo naprej. Sprehajamo se in sprehajamo, vse dokler ne zagledamo divjih prašičkov. Pa še v karticah poiščimo prašička oziroma pujsa. Takole iščem. Sem ga že našla. Veste, kaj pujski radi počnejo? Valjajo se po blatu. Kaj pa, če bi se sedaj tudi mi malo povaljali, pa ne po blatu, samo po tleh? Uležemo se na tla. Dvignemo nogi navzgor in jih primemo takole. Pa se malo povaljamo v eno smer in v drugo. Tako kot bi se pujski valjali v blatu. Če znaš, pa se lahko tudi oglašaš kot pujs. Da slišim, ali znate? Sedaj, ko smo se povaljali kot pujski, pa gremo naprej. In ko se tako sprehajamo, zagledamo različne ptice, vseh različnih pisanih parov. Ali veste, da imajo ptice velika krila, s katerimi lahko letijo? Poskusimo tudi mi. Najprej pa poiščimo v kartici. Evo, sem jo že našla. Tako, položaj ptice. Ta je precej zahteven položaj, ker je potrebno nekoliko ravnotežja, pa poskusimo skupaj. Vstanemo. Takole. Najprej pripravimo roke in jih stegnemo naprej. Potem počasi stegnemo nogo nazaj, čisto malo. Tako, bravo. Če ti je to zelo lahko, pa lahko nogo stegneš še bolj. Tako, uspelo nam je. Skupaj smo postali čudovite ptice. Pa poskusimo še na drugi nogi. Ponovno stegneš roki, drugo nogo malo nazaj. Če ti je to zelo lahko, stegneš nogo še bolj. Ptice so poletele visoko v nebo, mi pa se odpravimo naprej. Zanima me, ali veste, katera žival je to. Rečejo mu kralj živali, ima veliko grivo okrog glave in rjave barve. Prav slišim, ste res rekli lev? Ja, res je, to je lev. Skupaj poiščimo leva in ga naredimo. Levi znajo močno in na glas rjoveti. Bi poskusili tudi mi? Pa dajmo. Takole, usedemo se na svoji nogi. Pa potem odložiš eno roko na koleno, drugo roko na koleno in se malo nagneš naprej. Tako smo kot močni, vsemogočni levi. In levi na glas rjovijo. Res je, lahko enkrat na glas zarjovite. To pa je bilo res zelo na glas. Jaz sem vas slišala kar do sem. Sedaj pa poskusimo nekoliko drugače. Najprej naredimo en globok vdih skozi nos. Dajmo, pomasirajmo nos. Naredimo vdih. Potem pa pokažemo jezik proti tlom.
in pihnemo močno skozi usta. Takole. Pa dajmo še enkrat, naredimo vdih in pihnemo. Pa še zadnjič vdih in ponovno pihnemo. Kadar smo jezni ali slabe volje, lahko večkrat pihnemo kot levčki, da odpihnemo vso našo jezo v stran. Sedaj pa se odpravimo naprej. Veliko živali smo že srečali in malo smo se utrudili, zato bomo poiskali veliko drevo, ker se bomo v senčki tudi usedli in spočili. Pa poglejmo, kako izgleda drevo. Drevesa imajo močna debla in veliko košato krošnjo. Sedaj smo lahko tudi mi drevesa. Poskusimo, naredimo jih skupaj. Vstanemo. Naše noge so močne kot deblo drevesa. Potem pa ena noga ostane na tleh, drugo rahlo dvignemo in jo zalepimo takole na stran. Poiščemo ravnotežje, potem pa stegnemo roki in naredimo krošnjo drevesu. Tole naše drevo pa je res zelo veliko in stabilno. Pa potem poskusimo še na drugo stran. Odložimo nogo, pa zalepimo drugo. Takole poiščemo ravnotežje, včasih je to kar malo težko. Pa ko nam uspe, spet dvignemo roki in naredimo krošnjo drevesu. Pod tako veliko drevo se sedaj lahko usedemo, saj je pod njim veliko sence. In ko tako sedimo, da bi se malo odpočili, zagledamo metuljčke, ki letijo okoli. Takole poiščimo še metuljčka in ga naredimo skupaj. Tako, našla sem ga. Poglejte ga, kakšen lep roza metuljček. Vendar metuljčki so lahko vseh barv. Najprej ga naredimo skupaj, potem pa bomo pogledali, kakšne barve je tvoj metuljček danes. Zalepimo stopala skupaj, jih objamemo, se poravnamo, nato pa noge spuščamo proti tlom. Kot bi leteli, kot bi imeli krila metuljev. Takole letimo, letimo, letimo. Moj metuljček je danes pisanih barv. Vijoličen, moder, roza, zelen in bel. Kakšne barve pa je danes tvoj metuljček? In ko tako opazujemo pisane metuljčke, ki letijo, opazimo, da se eden izmed metuljčkov usede na lepo pisano rožico. Pa poglejmo, kako izgleda rožica in naredimo še njo. Poglejte, kakšna lepa rožica. Rožice ponavadi zelo dišijo. Naredimo jo skupaj in povohajmo. Poravnamo hrbet, potem pa primemo eno nogo, primemo drugo nogo. Bravo, in naredimo čudovit cvet rožici. Pa ga povohajmo. Kako diši tale naša rožica. Moja zelo diši. Diši tudi tvoja? Pisani metuljčki letijo okoli rožic. Mi pa smo se odločili, da se pod drevesom še malo spočijemo in se uležemo. Takole se uležemo. Sonček nežno poboža nogi. Ali čutiš, kako toplo je sonce in kako nežno te boža? Pa sonce poboža tvoj trebuh in obe tvoji roki. Sonček poboža še obraz
tako sonce pobožalo celo telo, smo sedaj pripravljeni, da ponovno vstanemo in se ponovno igramo in zabavamo. Danes smo uživali na izletu v živalskem vrtu, kjer so nam pomagale in nas zabavale joga kartice Mali Ganeša. Lepo se imejte še naprej, pa se spet vidimo kmalu. Adijo!